Kakšne so vaše izkušnje oziroma predlogi v zvezi z dostopanjem do posojil bank? Za naše podjetje prav posebnih težav niti v preteklosti, niti zdaj, glede virov financiranja, torej dolžniških virov financiranja nismo imeli in jih tudi ta trenutek nimamo. Vedno smo dobili sredstva, ki smo jih potrebovali, v obsegu, ko smo jih potrebovali in ko smo jih potrebovali. Skratka, te težave nimamo oziroma so naše izkušnje v tem smislu pozitivne. Je pa treba dodati, da je pa v smislu cene denarja so pa gotovo slovenski viri oziroma viri domačega bančnega sistema predragi in nekoliko nekonkurenčni. S katerimi tveganji se srečujete v poslovnih financah in kako jih obvladujete? Torej, osnovno tveganje ponovno bi opredelil kot tveganje splošnega gospodarskega prostora. Mislimo, da je kultura poslovanja, pa način dela v naši državi na žalostno nizki ravni, zato poskušamo in zato tudi svojo energijo usmerjamo predvsem to, da izpeljemo dogovore in pogodbe, kot so bili izvorno zasnovani in izvorno določeni do konca, brez škode za podjetja in v smeri normalnega poslovanja. Povedano drugače, če še enkrat to poenostavim. Tveganje, ki ga mi vidimo, je splošno stanje duha v našem gospodarstvu, ki je sorazmerno slabo oziroma nadpovprečno slabo. In se ukvarjamo predvsem s tem, kako pride do svojega denarja, kako naši pogodbeni partnerji, kako pride do denarja, ki nam ga dolgujejo naši pogodbeni partnerji in kako v teh okoliščinah, ki so skrajno neugodne, omogočiti normalno poslovanje našega podjetja. Kako vidite vlogo poslovnega finančnika jutri? Iz našega zornega stališča, iz našega zornega kota, predvsem pa z mojega osebnega vidika, mislim, da je glavni izziv poslovnega finančnega prihodnje, vsaj na slovenskem trgu ali pa v slovenskem gospodarskem prostoru, vezan na dve zadevi, ki nekoliko odstopata od situacije v svetu. Prvi problem je, ki ga mi vidimo, je stanje gospodarskega prostora, pomeni nivo poslovno-finančne kulture, ki je nizek in povzroča skrbi in postavlja vprašanje razvoja slovenskega gospodarstva v prihodnje. In druga zadeva, ki jo vidimo v svojem vsakdanjem poslovanju, je povečevanje stopnje regulacije našega poslovanja, kar pomeni, da so zahteve prihajajoče iz regulatornih organov države vse večje. Najbrž se nanašajo na ravnokar prej omenjeno zgodbo slabega in neetičnega poslovanja v preteklosti, predstavlja pa to velik izziv in veliko težavo za naše podjetje v prihodnosti.